Lep pozdrav, spoštovane dame in cenjeni gospodje, ljubitelice in ljubitelji nogometa. Dobrodošli na Sport klubu 18. kolo prve lige Telemach. Zadnje tekme v tem vikendu, v tem prvem delu sezone. Polovica bo za nami, ko se boste jutri odigrali še zadnji dve tekmi. Začeli smo se skupaj včeraj in danes se nadaljujemo z dvema tekmama, jutri pa jasno še dva obračuna in potem bomo lahko v ponedeljek oddaj pod prečko tudi potegnili črto. Takrat bosta naša gosta Mitja Viler in pa Marko Šuler za nekako oceno in analizo prvega dela sezone. Mi se tule na stadionu Ljudski vrt pripravljamo na srečanje Maribora in Aluminija, nekako sosedski obračun, lahko rečemo, kjer zagotovo domači navijači veliko pričakujejo od tega dvoboja. Maribor prihaja po zmagi na derbiju proti Muri. Arsiča v dresu Aluminija, tole krasna podaja Širvisa proti Repasu, prva lepa priložnost na tem srečanju in Maribor vodi z 1:0. Že v 4. minuti tega srečanja so Mariborčani prišli do vodstva. Mislim, da je bil Zambrano tisti, ki je na koncu premagal v tem primeru seveda nemočnega Matjaža Rozmana, kajti precej so ga tule pustili na cedilu njegovi soigralci. Povsem neoviran je Oskar Zambrano tule prišel do zaključnega strela in za 21-letnega Ekvadorca je to prvi zadetek v našem prvenstvu. Širvis pa je tule opravil levi delež, potem svoje z izjemno podajo dodal še Jan Repas in Zambrano. Moramo reči, res ni bilo težko zadeti, kajti povsem sam je bil, pritekel je takole iz ozadja, res da je bil dovolj zbran, poglejte, dovolj močan in natančen strel je bil to, med nogama je celo žoga, če sem videl prav, švignila Rozmano, ki je začel dobivati priložnost. No, zdaj pa še ena priložnost za Mariborčane. Pejčič je tule poizkusil z glavo, zdaj pa sijajna reakcija Matjaža Rozmana. Zdaj pa feta mimo Širvisa, ki mu je spodrsnilo, velika priložnost, zdaj celo za izenačenje. Svržnjak strelja, ostaja 1:0 za Maribor. Kjer je vadil pod taktirko Roberta Pevnika, bil pa je med leti 18 in 21 član Maribora. Tole je zdaj velika priložnost in Regba jo je po podaji Repasa seveda izkoristil. Druga asistenca Jana Repasa na današnji tekmi, ali Regba pa je dočakal svoj prvenec v prvi slovenski nogometni ligi. V tej sezoni, da ne bo pomote, lani je že zadev proti Radomljam v državnem prvenstvu. Maribor pa vodi z 2:0. Še eno veliko napako so si pravzaprav privoščili Kidričani in zlahka so tule Mariborčani praktično pripeljali žogo v mrežo. Španring je podal Repasu. Poglejte, kako na lahko Maribor prihaja do teh priložnosti. Prepovedanega položaja ni bilo. Tule je zagotovo Kočar držal v igri Regbo pri tejle podaji. Prejšnji kader je bil idealen za oceno tega, no potem pa je Regba takole po podaji Repasa žogo seveda poslal v mrežo Aluminija. Koderman s predložkom, priložnost Petriško poizkuša, blokiral je tole Rekik. Svržnjak, vse nevarnejši so Kidričani, še en poizkus Ivijana Svržnjaka. V pomoč Suleju, Blodek. Krasna žoga Blodka, Koderman je sam pred vrati, 2:1. Koderman se tega gola ne bo veselil iz spoštovanja do svojega matičnega kluba. Vsaj ko gre za nastope v prvi ligi, 2:1 v Ljudskem vrtu. In od tod ta zadržanost Martina Milca v našem studiu, ko ni želel prehitevati, kljub temu, da so imeli Mariborčani lepo prednost. Poglejte, kako je počakal Blodek, žogo sprejel in potem počakal, da je stvar dozorela. Koderman pa se je tule umiril in našel prostor ob bližnji vratnici. Brez moči je bil tule seveda Žbejuk. Dobro je nameril Koderman in po februarju 2022. Moram priznati, da me je Wisdom Sule presenetil, da se je odločil za podajo in ne za neposreden strel proti vratom.
da je zadeva presenetila tudi Blodka, ki je zdaj podal Kodermanu. Še ena priložnost za Kodermana. Mimo vrat je, gledajte, v zadnjih 10 minutah skoraj 70% žoga v posesti Kidričanov. Tule ima Sudani priložnost, prečko je zadev, ampak bil je, kot kaže, v ofsajdu ali pa je storil prekršek v napadu. Brambi, Svržnjak do Fete, dvojna podaja. Feta ima priložnost izenačenja v Ljudskem vrtu. 84. minuta, še en nogometaš, ki se ne bo Prešerno veselil zadetka, kajti kar mrgoli bivših vijolic v Aluminijevi četi. Koderman in Feta pa sta zdaj zabila svoji bivši ekipi. Jura Arsič, omenjal sem ga že kot stratega, ki se je pogumno lotil tegale gostovanja v Ljudskem vrtu, pa se zdaj s svojimi fanti lahko veseli izenačenja. Kakšen nos je imel pravzaprav Martin Milec v našem studiu, ko je dejal, počakajmo, vemo, kaj se Mariborčanom dogaja v drugih polčasih. Takole pa je Feta po drugi asistenci Blodka zadev za izenačenje. Po vstopu v igro 2 asistenci Adriana Blodka, po enkrat v polno pa Koderman in Feta. Rumeni karton za Feđo Dudića. Kali bomo zdaj na Mateja Tozana, koliko še dodatka tega zanimivega zaključka tekme v Ljudskem vrtu. Petriško, dvojna podaja, Petriško je sam, Juk je obranil 3-2 za Aluminij. Sule, strelec za popoln preobrat v Ljudskem vrtu. Senzacija v zaključku tekme v Mariboru. 91. minuta, 3-2 za Aluminij. Dejal sem že pri izenačujočem zadetku, da je zdaj nekako Aluminij v momentu, ko je celo bližje popolnemu izkupičku kot Maribor. In očitno se nisem preveč zmotil, kajti Kidričani so dejansko zdaj zabili še svoj 3. današnji gol. Suleju, ki se je ves čas trudil, se je zdaj vendarle nasmehnila sreča. Zabil je svoj 4. gol v tem prvenstvu, kot vidite. Predvsem pa, kar je najpomembneje za Kidričane, gol, ki jim bo očitno prinesel celo vse 3 točke, čeprav so dolgo časa zaostajali z 2-0. Tule še en rezervist, Petriško do priložnosti po podaji Zeljkoviča. Potem pa Sule, tule najhitrejši, prehitev je Borisa in Juga. Jug se je že predtem izkazal sijajno obrambo. Še enkrat več so ga potem branilci pustili na cedilu. Zdaj bo v igro Jura Arsič poslal tudi Nala Lanako. Najverjetneje si sploh po prvem polčasu niste mislili, da boste šli v dresu Aluminija v tunelu v Ljudskem vrtu, pa boste prejeli aplavz. Ja, bilo je težko verjetno, ampak zato je zdaj toliko lepše. Vseeno navijači tukaj v Mariboru so posebna atmosfera, tako da mi je najljubše predvsem odigrati gostujočo tekmo. Če greva na tekmo, v prvem polčasu sem že Omarja, oziroma po prvem sem ga sprašal, kaj se je v bistvu zgodilo v prvih 10-15 minutah. Zdaj me bolj zanima, kaj se je zgodilo med odmorom in pa potem v zadnjih 25 minutah, da ste uspeli tako dvigniti ritem igre. Ja, nekako smo v prvi polcajt delali tudi nekaj male napake. Maribor nas je kaznoval takoj pri prvi napaki, ko nismo šli z igralcem, na to smo prišli v slačilnico med polčasom in rekli, da nadaljujemo tako, kot smo začeli, probamo brez teh malih napak, ampak na koncu nas je nek momentum popeljal do prvega gola, drugega in zdaj do tretjega. Še do tretjega. Če greva še na vaš zadetek, niste ga želeli proslaviti, najverjetneje z nekega spoštovanja do vašega bivšega kluba, ampak ste pa ga vseeno najverjetneje čustveno doživeli v sebi. Ja, definitivno. Že prvi gol sem zabil v dresu Maribora v prvi ligi. Zdaj, da sem zabil Mariboru, ne bi nikoli proslavljal. Vzljubil sem mesto, preselil sem se v Maribor, tako da mi je nekako v srcu Maribor.
Vit, najlepša hvala. Hvala. Prsič, tale poker obraz, brez nekih čustev po takšni tekmi. Vaši fantje so prejeli aplavz ljudskega vrta. Kako ste pospremili vaš epski povratek, v bistvu lahko rečemo, in preobrat? Ja, v bistvu mentalno, energetsko sem prazen po takšni tekmi. Že v prvem polčasu smo kazali neko solidno sliko, vendar v nekih situacijah bili premalo zbrani, premalo fokusirani. Ampak vedel sem, med polčasom sem fantom dejal, da želim preobrat, da se da moramo popraviti fazo obrambe in da moramo biti bolj potentni v fazi napada, kar nam je v drugem polčasu iz minute v minuto bolj uspevalo. Tekmo smo skontrolirali po svoje, bili vztrajni, bili potrpežljivi, osnove izvajali zelo dosledno, Mariboru praktično pustili zelo malo, posledično za čvrsto obrambo so prišle dobre situacije v fazi napada in menim, da smo na koncu zasluženo zmagali. Kaj te 3 točke pomenijo za ta jesenski del, za vaše neko nasplošno, pa ne bom rekel počutje, ampak oceno jesenskega dela? Kako, verjetno bi ga dobro ocenili, tudi če ne bi bilo danes teh 3 točk, zdaj pa toliko više ocena. Vsekakor te točke nam pomenijo ogromno. Menim pa, da so generalna nagrada za to, kar smo pokazali skozi celotno jesen in da smo to tudi ne nazadnje zaslužili. Iz 0-2 na 3-2 v bistvu so morda Mariborčani, vsaj na tribuni, razmišljali, da se lahko situacija v prvenstvu zaplete. Vi ste zdaj obdarili, lahko rečemo, še eno štajersko ekipo, ki bo jutri na delu neposredno nekako vstopili v boj za vrh. Ja, pač mi smo predvsem gledali sebe, želeli vzeti 3 točke, ki jih smatramo kot zelo pomembne, kot zelo nujne za prepotrebni mir v odmoru in potem tudi v pripravah. Se pravim, če smo s tem komu pomagali ali odmagali, to ni naša stvar. Vsekakor je vsak teden tak, ampak Maribor je odlična ekipa. Ažbe, iz 2-0 na 3-2 za nasprotnika, prvi polčas po vaših željah, drugi povsem drugačen. Kaj se je v bistvu zgodilo, da je Aluminij na koncu šel ob aplavzu vaših navijačev Zelenice? Ja, prvi polčas je bil odličen z naše strani. Videli smo prevlado Maribora, drugi polčas pa je ta ista energija nekako padla, z menjavami se svežina ni izboljšala. Igralci, ki so vstopili, niso bili na nivoju naše lige. Začelo se je to, da so ostajali od zgoraj, niso se vračali v obrambo, slab pretok žoge in seveda s tem daš možnost dobri ekipi kot je Aluminij, da pridejo do priložnosti in seveda so prišli in zadeli 3 zadetke. Na novinarski konferenci smo govorili, kako pomembno bo, da se z vašega zornega kota potrdi zmaga proti Muri, pa se to ni zgodilo. Slišal sem tudi, da ste šli k južni tribuni, k navijačem. Kaj so bile njihove misli? Mislim, čisto normalno. Jaz v tem trenutku ne vem, ali bi se zjokal, ali bi se zadrl, ali bi zbežal, ne vem, nimam pojma. Normalne zadeve, niso zadovoljni z nekaterimi posamezniki, kar se tudi vidi na igrišču, kateri ne dajo svojega maksimuma, nekateri mislijo, da igrajo mladinsko ligo, da se ni potrebno vračati, da ni potrebno pokrivati igralcev. Jaz srčno upam, da se to spremeni v začetku nove sezone, da se naredi nek res in ostanejo igralci, ki so res zaslužni za ta grb. Samo še o neki bitki s Celjem, bili ste optimistični pred tekmo. Kakšno je vaše razpoloženje glede bitke za naslov zdaj? Ne, mi gremo tekmo po tekmo. Ne bi igrali, če ne bi verjeli v prvo mesto, seveda. Ampak potrebno je popraviti naše probleme, ki jih očitno imamo, in potem se lahko pogovarjamo dalje. Ažbe, hvala. Hvala. Feđa Dudić, pred tekmo sva govorila, kako pomembno bo, da fantje igrajo na 100%, kako pomemben bo začetek tekme in začetek drugega polčasa, potem pa zadnjih 15-20 minut nek popoln mrk, rezervisti, kot da danes niso bili na nivoju Maribora, na nivoju lige. Kako ste vi videli vse skupaj? Prije svega sraman poraz. Danas je do izražaja došao egoizam.
gdje mi na 2:0 imamo situacije neke da riješimo utakmicu, mi idemo da svak da gol. Ne gledamo da li ima neko u boljoj poziciji, da odigramo, da asistiramo ili nešto. Ne, mi treba kao dobit ćemo 3, 4, 5-0, a lopta je poštena. Lopta uvijek vrati onako kako zaslužiš. I od 2:0 mi nismo bili to. Igrači svi koji su ušli, to je dno dna. Znači ovo bez duela, bez trke, bez stijenja, bez išta. Nismo se mi, da kažemo, ajmo povukli, pa da smo se mi povukli, pa ok, spustili se dole sa 10 igrača. Ne, mi kad primamo golove, evo vrate situacije, nama daju bekovi golove, a naša krila ostaju gore u napadu. Mi smo gore, mi kao čekamo da damo još jedan gol više, da bude kontranapad, ne gledamo kako ćemo odbraniti gol. Zaista nemam riječi, teško mi je, umjesto da odemo na odmor, imali smo zaista ova 2 mjeseca dobrog posla, odradili smo i onda evo na kraju sve prospijemo tu. Izvinjavam se još jednom navijačima na ovom porazu. Evo, na kraju zvali smo da daju podršku, da probamo da raščistimo ovo, da napravimo pravi Maribor i ja što bude do mene i koliko bude u mogućnosti, ja im obećavam da ću to napraviti. Lahko rečemo, da ste danes dobili priložnost za še eno selekcijo. Vem, da ste po tisti pokalni tekmi, pa ne bom rekel odrezali nekaj igralcev, ampak videli, da na nje ne morete računati. Danes najverjetneje podobna zgodba. Pa teško je, ne možeš otjerati 15 igrača. Teško je, ne možeš otjerati 15 igrača, ali nažalost eto, napraviš jednu selekciju pa kontaš da je to, pa razmišljaš dobro, to je, onda se pojavi danas ponovo da kažeš sad moraš još neku selekciju napraviti što vi kažete. Tako je, ali evo, nažalost, teška će biti noć i kažem još jednom, žao mi je, mislio sam da, vjerujte, u 87. minuti sam Jahiću govorio na klupi, samo da hoće završiti utakmica kad smo vodili 2:0, ali vidim u igri šta se dešava. Vidim u igri šta se dešava i da nije to, da mi gledamo da damo treći gol, a ne da sačuvamo rezultat da bude 2:0. Kažem još jednom, lopta je uvijek poštena, kaznite. Prvič vas vidim tako, pa ne bom rekel jezne, ampak razočaranega, v bistvu brez energije, ki je najverjetneje ostala na igrišču, ampak čutite pa v sebi, da lahko z zimskimi pripravami pa potem Maribor vrnete na tisto raven, ki jo vi želite. Pa probat ćemo sve, nadam se da ćemo probati sve i uradit ćemo i definitivno moramo dovesti nove igrače koji će donijeti novu energiju, moramo ostaviti igrače koji žele da igraju za Maribor, koji hoće da daju svoj zadnji atom snage za Maribor i koji kad dobiju svaki minut žele da opravdaju to. Sad, evo, svi sa strane odošli kući, ostadoš ovi domaći igrači, da im je u grad teško izaći, da ih pogledaju neko, to nije dobro. To nije dobro, sigurno da nije dobro. Nemam šta da kažeš. Hvala.